Rekel bi, da je še večje, kot si ga opisal, vendar ni univerzalno. To velja za desničarske populistične režime, kjer je vsa oblast v rokah vlade. Spodbujajo idejo, da bi moralo biti zelo malo omejitev glede tega, kaj želi vlada početi, mehanizmov zavor in ravnovesij ter podobno. In zvestobo cenijo bolj kot vse drugo, vključno s strokovnostjo. In res je, da se ideja strokovnosti vidi kot neka izumetničena zamisel. Nekaj, kar je povezano z elito, nekaj nedemokratičnega in da je treba za delo imeti navadne ljudi. Direktor Nacionalne obveščevalne službe je bil v ZDA ustanovljen v letih po 11. septembru zaradi ugotovitve preiskovalcev, da je bila kakofonija med številnimi ameriškimi v labirintu ameriških obveščevalnih agencij neproduktivna. Nihče ni poznal končnega odgovora. To je izjemno resna služba. In skoraj vsak prejšnji direktor, skoraj vsi, Paul Sigberg nekoliko manj, zadnji Trumpov imenovanec, vsi pa so imeli neko različico strateških, vojaških, zunanjepolitičnih ali nacionalno-varnostnih izkušenj, idejo, ki je bila spoštovana, da je to resna služba, ki bi jo moral opravljati nekdo, ki jo zna dobro upravljati. Kaj naj Američani sklepajo iz dejstva, da Trump imenuje 38-letnega nepremičninskega posrednika, katerega glavna zasluga je, da je eden najbolj zvestih organizatorjev in funkcionarjev maga donacij. Da strokovnost pač ni pomembna. In da nacionalna varnost ni tako pomembna. Pomembna je samo zvestoba Trumpu. In ja, to vidimo povsod. V Izraelu ni samo Gopman, ki ni le nekdanji mosadnik. To se je že zgodilo, vendar kot oseba, ki ima določene okostnjake v omari, ki so povzročili razburjenje glede njegove primernosti za položaj, in to danes spet vidimo. Državnega revizorja je danes izvolil Kneset. Opozicija je predlagala nekdanjega sodnika Vrhovnega sodišča. Bog ne daj, da je usposobljen in celo konzervativen. Konzervativni sodnik po imenu Elron Netanjahu je za državnega revizorja, ki bi preiskoval dejanja njegove vlade, predlagal svojega osebnega odvetnika. Tako smešno je bilo to, da je koalicija, čeprav je bil drugi krog glasovanja, tajen, poslance očitno prisilila, da so se v tajnem glasovalnem prostoru snemali s telefonom, da bi dokazali, da so glasovali pravilno. Kar je preraslo v škandal, ki zdaj povzroča pritožbe na isto Vrhovno sodišče. Da s tem nas pravzaprav pripeljete do naslednje zgodbe, ki jo bomo razložili našim gledalcem. Ampak rada bi se zahvalila tebi, Dan Perry, da si bil z nami tukaj v studiu in nam ponudil vpogled v vse te razvijajoče se zgodbe v regiji. Kot vedno, cenim tvojo prisotnost.